zdaj pa, Marko, ima na koncu še par hitrih vprašanj. In bi jaz kar začel, si mlad, uspešen moški, ne, saj na ven te okolica tako prepoznava. Kaj je zate uspeh? Pravzaprav težko, prideš do neke stvari, ki je uspešna, ne? Ampak vedno iščeš nekaj več. Tako da jaz mislim, da je uspeh nekaj neuprimeljivega, nekaj, ko moraš dejansko nekdar priti do tam, ker vedno iščeš neko novo stopničko, ne, kam bi splezal. In tisti, ki misli, da je to ne, si ti splezaš nekam, pa pol si zadovoljen. Ne? Ja, ne, pol ne boš nikdar splezal do tam, zato ker taki ljudje ne priplezajo do tega. Sem, če si res obseden, pa nikdar nisi v bistvu zadovoljen s tem, dokjer si prišel. Ne. Tako da zame je uspeh ena taka asimptota, ki jo loviš, ampak nikdar ne dosežeš. Ok, a bi lahko rekla, da ni cilj, ampak je pot? Tako, ja. Kaj bi svetoval mladeniču glede karierne poti? Da sledi temu, v čemer je dober, talent, recimo temu, ali sledi temu, kar rad dela, recimo temu strast? Oboje. Napaka je, če delaš nekaj, v čemer nisi dober, ker ponavadi je to, zelo redko se po mojem tole zgodi. No. Bolj je kakšna zmeda na strani nekoga, ker težko ti prideš, ok, talent, zdaj spet, to odvisno, kje gledamo, ne, v kakšnem področju. Jasno, nekdo lahko ful hitro teče na 100 metrov, ne, pa bi rad nekaj drugega počel, tisto še razumem. No? Ampak jaz mislim, da je tukaj kar ključno, da najboljši izkupiček dobiš ven takrat, da združiš oboje, oziroma najdeš nekaj. Ni nujno, da je ta stvar, ampak nekaj, kar povezuje oboje. Ne? Absolutno je na vsaki točki, še posebej recimo mogoče malce starejši v tem primeru, vredno je uporabiti vse te izkušnje, ki jih že imaš, in jih nekako prenesti oziroma najti nek način, kako se lahko tole združi s to idejo. Ker takrat res vse, kar si že počel, ne, vse, kar že imaš, lahko vložiš v to novo zadevo, ne, in maksimiziraš v bistvu svoj potencial. Tako malo ikigai princip. Ok, da pa tako, če bi bil ti v novi vladi in da bi imel to moč, kako bi povečal produktivnost slovenskega gospodarstva in dodano vrednost na zaposlenega? Ta je pa težka. Lahko je kritizirati, ne? Malce težje je pa delati. Nisem se še, iskreno nisem se kaj takega vprašal, tako da nimam ziher bi kaj neumnega najprej naredil, ne? Si to vedno naredimo. Nekako se je treba naučiti, se tudi jaz dostikrat v takih primerih najprej kar nekaj ustreliš, ne? Pa počasi začneš ugotavljati, kaj je treba narediti, pa kako dejansko ta svet in ta okolje funkcionira. Tako da ja, nimam konkretno nekega odgovora, žal. Okay. Kje bo Triternion čez 10 let? Ja, po mojem spet v razvoju, ne? Ali pridemo na še eno izdajo, ne vem, zdaj gledam ta naš cikel, kje smo. Mi bistveno večji, kot smo zdaj, ne bomo, kar se ljudi tiče. To najbrž ni res, ker nikdar ni res, če jaz kaj takega rečem. Ne? Ampak je idealna velikost podjetja takega, da se ga da še obvladati, zato bi najraje obdržal tako manjšo ekipco, ki lahko počne velike stvari. Po mojem bomo tam, kjer smo, samo upamo, da bo produktov vedno več in uspehov vedno več. In še zadnje hitro vprašanje, Marko. Kaj bi počel, če ne bi razvijal računalniških iger?
Zdaj, moja pot se je začela nekje v tej znanstveni sferi, kot znanstveno-raziskovalno dejavnost in pisanjem člankov in raziskovanja in tako naprej. Tako da verjetno bi bil tam, ali bi me pa kaj drugega ugrabilo, pa preusmerilo mojo pozornost. Ampak tako bom rekel, jaz sem se kar zabaval tudi v sami raziskovalni dejavnosti in konec koncev ni... Veliko se recimo tudi zdaj ukvarjamo s kakšnim dizajnom, kako v bistvu igraš, kako ta stvar izgleda, kaj naredimo mi z igralcem na vsaki točki. In ni tako drugače kot recimo raziskovanje v računalništvu ali v matematiki, ker v bistvu stalno iščemo in raziskujemo ta prostor, v katerem obstajamo in kako igralec odgovarja na vsako stvar, ki jo naredimo. Tako da je, po mojem, bi še tam nekje končal. No. Marko, hvala ti za tvoj obisk in za to čudovito epizodo. Hvala za priložnost. Poslušalci in poslušalke, hvala. Se vidimo naslednjič.